Po 2 zaporednih porazih se je v Ljudskem vrtu pristopilo k projektu vračanja pozitivne energije in pri tem namenu tudi nova moč v mariborski začetni 11-terici. Po 24. juliju se je spet pojavil na igrišču Dejan Mezga, ki se je poškodoval med tekmo proti Birkirkari. Za napoved odločne predstave je najprej poskrbel Mejač, ob silovitem udarcu z razdalje žoga tik nad prečko. Nato v nekaj sekundah zaporedni grožnji velenskemu golu, obakrat v glavni vlogi Mendy. Najprej po podaji Cvijanovića v kazenskem prostoru ciljal proti desnemu kotu, Rozman se je izkazal z uspešnim posredovanjem. Po predložku Mezge pa je bil Mendy najvišji še v skoku, a je zmanjkalo natančnosti. Na drugi strani pa je prvi konkretnejši udarec gostom prinesel vodstvo. Ob sodelovanju z Bratanovićem si je Firer priboril položaj za udarec in z 18 metrov natančno nameril za 0:1 v 22 minuti. To je pomenilo težjo pot do uresničitve cilja o vračanju na zmagovite tirnice, ni pa se obupalo. Začetek lova na preobrat s poskusom Tavaresa, ki ni zadel cilja. Prosti strel Cvijanovića z 20 metrov je ukrotil Rozman, več obetavnih situacij pa v drugem polčasu, ki se je začel spodbudno. Predložek Cvijanovića z desne strani je pred golom spretno preusmeril v desni kot za veselje na tribunah Jean-Philippe Mendy. Njegov gol številka 6 v letošnjem prvenstvu in gol za dodaten zagon, pritisk se je namreč stopnjeval. Od izenačenja je minilo 12 minut, centimetri pa so preprečili takojšnje vodstvo. Tavares v vlogi podajalca, Mendy je ob soočenju z vratarjem nameril desni kot, toda zadel vratnico. Žoga se je odbila do roba kazenskega prostora, v drugo je poskušal Milec, Rozman pa vmes že na pravem mestu. K živahnemu dvoboju so prispevali svoj delež tudi gostje, sledil je odgovor v isti meri. Za glavo se je prijemal Črnčič, ki je prišel do udarca z 20 metrov, a zadel prečko. Žoga se je odbila do Eterovića, ta je potisnil mrežo tudi iz ofsajda in zadetek ni bil priznan. Do zadnjega sodniškega žvižga pa še ni mariborskih priložnosti. Najprej je v protinapadu ušel Fajić, vse do dvoboja 1-1 z Rozmanom, ki pa se ni končal po željah napadalca. Ni se izšlo niti Tavaresu, ko si je v kazenskem prostoru spretno ustavil žogo, si našel položaj za udarec na poti proti mreži, pa se je kot zadnja ovira nastavil Kašnik. Nastajala je zgodba o tekmi z delovnim naslovom, ko ne gre, ne gre. To je nogomet. Uvijek ne pobjeđuje bolji. Momčad je odreagirala jako dobro. Tražila je tu pobjedu svih do posljednjeg sudačkog žvižduka. Mene osobno kao trenera je važno da ova utakmica pokazala da u Mariboru ne egzistira kriza, da ne stoluje kriza, da ovdje egzistira samo rat i ozbiljnost. To su momci pokazali koji su imali i snage i volje i želje da svi 90 minuta traže adekvatan rezultat. Danas nisu uspjeli, ali sam siguran da ćemo ovakvom igrom i ovakvim pristupom se samo dizati. Želje po napadalnih poskusih ni manjkalo, poskušalo se je na različne načine. Ko je Milec z desne strani poslal predložek v kazenski prostor, protesti po posredovanju Jeseničnika niso zalegli brez kazenskega strela. Brez gola med številnimi poskusi tudi v akciji, ki jo je zaključil Mertel. In ostalo je pri delitvi točk. Nogometaši Rudarja so kot drugi v letošnjem prvenstvu odšli neporaženi iz Ljudskega vrta. Ekipa pa ohranja mirno kri in zaupanje v lastne sposobnosti. Ob trudu se dogajanje na igrišču mora spet obrniti v pozitivno smer. Potrebno je dvigniti glave, kajti ta drugi počas je neki korak naprej. Ponovno bo vse tudi na tribunah, čeprav danes marsikateri ne več ni bil zadovoljen z kakšno situacijo, vendar treba je vedeti, da vsi si želimo mi zadeti, vsi si želimo igrati dobro, ampak če enostavno kdaj v kakšnem trenutku komu ne gre, je treba potem tudi malo nekoga dvigniti in pozitiva je še vedno prisotna pri nas.